Iskanje popolnosti na tem svetu ni bila nikdar lahka naloga. Ovire vsakdanjosti in medsebojnih odnosov zgolj otežujejo že tako krvave notranje boje. Le ljubezen, vera in upanje so vrednote, ki nas bodo pripeljale do miru in sreče. Ampak ali je igra življenja in realnosti res pretežka za preprostega človeka? Moram v službo, se mi že mudi, sem pozem. Srečno, rada te imam. Enako. Živijo, Julija. Zelo mi je žal, da se danes ne bova videli. Upam, da boš čim prej ozdravil. Jaz se že dolgo časa ne počutim dobro. Premalo spim in me nič več ne veseli. Skrbi me moj odnos s Tomažem. Zdi se mi, da sva se oddaljila. Ko govoriva, mi je vedno tako tuj in pogosto ga sploh niti ni doma. Hiša se mi zdi tako hladna in prazna. Ali sem morda jaz kriva za vse to? Ne vem. Povej mi, kako si ti? Kaj počneš? Vedno tukaj zate. Karolina. No, Katra, prenes, no. Kaj bo s to pijačo? Neč, fanta. Povejte, kako gre? Stari moj, vse mi gre lepo v lifeu, shit, ampak ko pa pridem domov, to pa je še ena najeda, pa najeda. Tomaž! Živijo. Kar, sejce. Drag mi, Tomaž, dej ti nam povej. Kako gre? Dej malo razvaš situacijo. Situacija? Če ti temu reče situacija, doma je kvel v Petru, žena je pa hudične. Zato sem pa sem prišel, dej, kje imamo zdaj pijačo? Katra, dej prenes. Hvala. Za dušo pomočil. Pa še nosim. Se ti prav, vse ženske je. Tudi doma. Kar lato šole. Dej, hikar. A kaj pa to? Tomaž, kaj je to? Skatlo. To pa, kaj dobiš tiske doma, ne dobiš, ne, ali vse je zdaj. Vse akcija. O, mater, kaj je to? Je pa nekaj do dobrega, ne? Kaj si tam? Pa vajda še enega, ne? Ajde, kar na toč. Kar do vrha. To je roba, kot si spodobi. Evo, fantje. Noč, fante, z Bogom. Roko. Si ga živ pozdrav, ne? Ja. Sej minute, fante. Ajde. Z Bogom, ajde. Zmijo pa še eno, ja? Dej, še. Vedno je isto, Karolina. Spet ga ni, spet zamuja. Dej, mami, saj ti pravim, da bo prišel. Daj! Mami, jaz... poglej, kdo se je končno pojavil. Dej, čakala sem te. Dobar dan tudi vam, ne? Dobar dan, ljudi.
Če vam tle kaj ne paše, lahko takoj odidete. Ne zapustim! Karolina, povej mu, da to obnašanje ni primerno. Viktor, greva. Pa dajmo. Mami! Mami! Minevali so dnevi, nesreča pa je postajala vse večja. V hiši je vladala glasna tišina, ki so jo občasno prekinjali prepiri ali pa hladno dobro jutro. Bilo je že prepozno in zaman. Prepad med njima je postajal vse globlji. Postajala sta tujca, izgubila iskrico v pogledu, a kljub temu sta vedela, da se še vedno ljubita. Mislila sta, da so vse to le grde sanje, da imata še čas in da bo minilo. Vsaj tako so jima vsi govorili. Za svojo srečo pa nista hotela niti migniti s prstom. Mislila sta, da bo prišla sama, a žal nikoli. Karolina! Julija! Kako lepo te je videti. Tudi ti pridi. Prinesla sem ti pisma. Dej, pa povej, kako si, a si že kaj Boljš. Pa še vedno ful švoh, ampak ful boljš kot prej. Julija. Kaj? Pa Karolina, dej povej. Za Tomaža je. Ne. A misliš, da lahko... Ja, odprite. Spoštovani Tomaž Tavčar, po določbah zakona o splošni vojaški dolžnosti ste dolžni nastopiti vojaško službo. Neudeležba brez upravičenega razloga in izogibanje vojaških dolžnosti in bo ustrezno sankcionirana po vojaških predpisih. Ne, Karolina, zagotovo bo vse v redu, Karolina! Fant, jaz z vama pravim, žena. Jaz pridem domov po šihtu, jaz sem lačen, jaz hočem jesti. Noče Katra, daj prneši. Katra, kozačka, na mizo, ko pridem v gostilo, kolikrat ti moram še to reči. Hvala. Tole je to. Bojo sta kar natočila je direktorega. To vam kako ne v redu roko, popravim. Ko, fante? Ma gre, počas, služba naporna, žena tečna, postan. Fantje, kaj se je to? Fantje, sred noči je, vi se pa tako derete, da vas do sosedne fare. Se je še polnoč, do šifte še 6 ur. Fantje, po mojem imate dovolj za danes. No, a nimate doma ljubečih družin, ki vas strpno pričakujejo? A jih kdaj je dost, ki se v tem zaplotom skrzlo, takrat bo dost. Vi se sploh ne zavedate zaklada, ki vam je dan. Vi pa sploh ne veste, kako je to imeti ženo, ne? Razen če kuhate. Vete, fantje, rožice, ki se ne zaliva, ne bo nikdar cvetela. No, Modra. To je pa za me. Me spomnim, da je ravno še eno rožico danes doma zaradi čaj. Ajde, pazi, da ne padeš. Vse ravno cesta. Ja, možno, si pa ti na telo.
Čas je žal tisti, ki naredi življenje resnično, hkrati pa presega vsako človeško moč. Trošimo ga, kot da ga imamo neskončno, pri tem pa vse bolj zapuščamo pot poštenosti in zaupanja. Iščemo neobstoječ in lažen zaklad, oblečen v materialne stvari in uspeh, pri tem pa spregledamo tisto najdragocenejše. Edini pravi nebeški zaklad, ki ga ljudje imamo, je moč, da ljubimo, verjamemo in upamo. A težava je v tem, da te sposobnosti nekateri nikoli ne najdejo. Tudi tisti, ki jo pogosto najdejo prepozno. Namesto, da bi prinesla zapolnitev in srečo, naše največje bogatstvo prinese le obžalovanje, ker smo zamudili včeraj in ne vidimo niti sledi boljšega jutri. Vse se je porušilo. Tomaž je umrl. V vihri hude vojne je slutil, da se mu bliža smrt. V zadnjih trenutkih je utrujen, a odločen, za sabo pustil le opravičilo. Žal mi je, da te nisem znal ljubiti tako, kot bi si zaslužila. Hvaležen sem le, da imam še eno priložnost, tam v nebesnem. Upam, da me bo Bog, ko stopim preden, naučil in me odrešil. Morda prav v teh besedah leži resnica, ki jo iščemo vsi, da ljubezen, čeprav zamujena, nikoli ne izgine, da upanje, čeprav ranjeno, še vedno vodi proti svetlobi in da človek, čeprav poražen v življenju, lahko zmago najde v duši, tam, kjer ga sprejme večnost. Karolina bolečine ni prenesla. Vedela je, da je njeno življenje izgubilo ves smisel. Spomnila se vsakega zamujenega objema, vsakega poljuba, vsake prijazne besede, ki bi jo še lahko izrekla. V mislih je znova in znova slišala njegov glas, tih, a poln obžalovanja. Zdaj, ko je bil daleč, je razumela, da je njuna ljubezen prevsegala vse, kar bi lahko izrekla z besedami. To je bil njen največji zaklad. V tistem trenutku se je zavedla, da smrt ni konec, temveč le oddaljenost med dvema srcema, ki se nikoli zares nista nehali iskati. Smrt ni konec, vsaj tako je prepričala samo sebe.